Lepo pozdravljeni. Danes bo pogovor tekel o legendarni slovenski knjigi, o knjigi Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem v posebni izdaji, v stripovski izdaji, ki je izšla pri založbi Škratelc. Pri založbi Škratelc smo pred nekaj leti pričeli serijo stripov o slovenskih velikih zgodbah, o slovenskih epih. Tako je šla knjiga, pravzaprav zbirka 3 Cankarjevih knjig, Mojega življenja hlapcev in Hlapca njegove pravice. Sledili so Reformatorji v stripu, v letošnjem letu, točneje pred slabim mesecem, pa je luč sveta ugledala knjiga v priredbi Gorana Vojnovića in z ilustracijami Damjana Stepančiča, ki sta tudi današnja gosta. Pred nami je torej strip Pod svobodnim soncem, strip, ki je bil kar nekaj časa pričakovan, strip, ki je seveda zelo drzen podvig, predvsem zato, ker seveda govorimo o slovenski klasiki, ki jo brez pretiravanja lahko označimo za največjo slovensko knjigo. Po 110 letih, pravzaprav naslednje leto bo 110 let od njene prve knjižne izdaje, je knjiga še vedno aktualna, do danes je naštela preko 40 izdaj, zato je to pravzaprav posebna zgodba, je pravzaprav knjiga, ki je ikona in je tudi knjiga, ki je polna zgodb sama na sebi. Goran, Damjan, lepo pozdravljena na knjižnem sejmu. Živijo. Pa začnimo mogoče ne s stripom, pa mogoče začnimo kar s Finžgarjevo knjigo. Goran, kakšen je tvoj spomin, kakšen je tvoj prvi spomin mogoče na to slovensko klasiko? Ja, jaz moram reči, da zdaj, ko skušam se spomniti tiste knjige, ko sem jo bral kot otrok, se spomnim predvsem ilustracij, pač tiste platnic, slik, skratka, zelo slikovit, bom rekel, da je spomin, da nekako sama zgodba mi ni toliko ostala v spominu. Predvsem, mislil sem, da mi je, potem sem šel pa še enkrat zdaj brati, pa sem ugotovil, da nekako zelo malo tega sem se spomnil, ampak so bile pa slike, seveda je to zdaj Damjan mal, ne bom rekel, udaril moj spomin, ampak je seveda zdaj nekako se zdaj te dve vizualni podobi kar tolčeta, ker seveda njegove slike so seveda tako močne, da seveda izpodrivajo tiste, ki jih imam jaz v spominu. Tako da, ja, ampak to, odgovor je predvsem ta, slike, to mislim, da pač nekje, saj velja za večino knjig, ki sem jih kot otrok prebral, da so mi ostale v glavi, mislim, slike, tudi to verjetno sem šel najprej k filmu, pa pol v svet literature. Damjan, pravzaprav enako vprašanje, zdaj pričakujemo, če smo od pisatelja slišali, da so mu ostale slike v spominu, da od ilustratorja, slikarja so te slike še toliko bolj živo ostale v spominu, ali je bilo pač drugače? Ja, jaz moram reči, da te integralne verzije teh knjig, prvega pa drugega dela, sploh nisem prebral, dokler nisem se začel lotiti stripa. Moram priznati, zelo preprosto. Takrat sem bral druge knjige, predvsem gledal knjige, ki niso imele besedila, ampak samo ilustracije, ampak ves čas sem vedel nekako, da je knjiga vredna branja, da je seveda z izjemnimi ilustracijami, če govorimo o ilustracijah iz zbirke Sinjega Galeba in Mladinske knjige. Tako da in končno je prišla ta priložnost, da jaz tole preberem v miru. Zato smo tudi toliko časa verjetno čakali na samo izdajo stripa, ker sem res pazljivo bral. Tako da to je moje prvo pravzaprav srečanje s tem besedilom.
vedno, ne vem, jaz moram priznati, da sem take vrste bralec, da vem, da če je nekaj dobro, si potem ne morem dovolj, da bi bral tako pred spanjem, pa takrat, ko imam pol ure časa, pa tako. To ne vem, ni knjiga, ni vredna ali pa tekst, da bi ga bral kar tako usput. In zdaj bo dejansko čas, dober razlog in priložnost za temeljito in poglobljeno branje sonca, svobodnega sonca. Torej, Finžgarjeva knjiga je pravzaprav nastajala kar dlje časa, v času njegovega službovanja v Želimlju pod Turjakom. Tudi že za časa nastanka je pravzaprav okoli nje se pletel mit. Finžgar je kar odprl spominsko knjigo, kamor so obiskovalci takrat hodili in pisovali not, kako so pa oni zdaj to spremljali, pisatelja, ki ustvarja neko monumentalno delo. Skratka, delo je že v svojem nastanku veljalo, da bo nekaj monumentalnega. Zelo lepo to seveda v samem stripu, v spremni študiji opisuje dr. Janez Bogataj, ki seveda ima tudi zelo oseben odnos do Finžgarja, saj je bil Finžgar njegov mrzli stric, in je seveda ta, bom rekel, spremna študija zelo posvečena temu, da opiše neko celoto dogajanja okoli te knjige. Tako da res smo mu zelo hvaležni, da je pristopil k sodelovanju. No, ampak Goran, v bistvu imamo seveda monumentalen epski roman, zelo obsežen, ki ga je na koncu potrebno za potrebe stripa, tokrat seveda zelo obsežnega stripa za naše razmere in zelo posebnega stripa, skadrirati na celka 130 strani. Omenil si, da si se pravzaprav tega kadriranja lotil in spet smo pri vizualnem pogledu na literaturo, zelo filmskega vidika. Daj nam to razložim. Mislim, se drugačnega vidika jaz niti nisem poznal, nisem nikoli pred tem se lotil stripa in v bistvu sem rekel, kar znam narediti, ali pa saj domišljam si, da znam, je filmski scenarij. To sem že delal. Pretvoriti literarno besedilo v filmski scenarij je nekaj, s čemer sem že imel izkušnje in recimo, da bi bil lahko to potem začetek, potem pa tu naprej lahko gremo. Sej konec koncev strip v nekem smislu je kadriranje, je vizualno pripovedovanje zgodbe. Skratka, je nek most, vsaj v mojih očeh, med literaturo in filmom. Seveda ne, da bi pri tem zanemarili ta slikarski element, ki je pa seveda močno prisoten. Ampak mislim, in predvsem lotil sem se tega tako, da sem se šel najprej brati, ker tisto, kot sem rekel, moj spomin je bil vizualen, hkrati pa v bistvu se mi zdi, da v zavesti družbe so pa obstajale predvsem sanje o filmu Pod svobodnim soncem. Mislim, da smo več govorili o tem neposnetem filmu, kot pa o romanu samem, vsaj v zadnjih, 10-20 letih. To je bil ta naš veliki ep, vsaj v mojih očeh poleg Alamuta, ta naša velika knjiga, ki bi jo bilo treba posneti, ker to pove pa nekaj o nas in to na ta način, da bi lahko osupnila svet. To je bila naša zgodba, ki bi lahko osupnila svet. Ko smo jo nekje doživljali, se mi zdi, v teh letih in zašel to brati in v bistvu presenečen ugotovil, da seveda je temu res tako, da je zgodba res osupljiva, da seveda ni šans, da bi mi to lahko posneli, ker mislim, lahko mogoče natisnemo plakat za film, pa plačamo koga, da spiše scenarij, ampak mislim, dejansko kakšen 10-letni budžet Ministrstva za kulturo bi zahtevala zgolj otvoritvena scena tega filma, ampak da v bistvu dejansko pa ima vse to zgodbo hollywoodskega spektakla, da dramaturško vzdrži, da ne glede na to, da je minil toliko in toliko let, kot si rekel, da je 110 let odkar je bila napisana, da v bistvu zgodba še vedno funkcionira, da ima res to veličino, ki pa ni zdaj neka zaprašena, zatohla veličina, kakršna se tudi včasih zgodi, tudi velikim delom, ampak da dejansko še naprej to
deluje in da v bistvu gre zgolj za to, da dejansko ni treba tu nič posegati, ampak zgolj izluščiti, skrajšati, ekonomizirati v bistvu to pripoved, da bo nekje lahko potem nastalo neko drugačno delo, da bodo slike prišle do izraza, da nekako ne bomo razlagali stvari, kot si pač seveda Finžgar za neke stvari seveda vzame in jih seveda razloži, ampak da je treba izluščiti tiste bistvene stvari, zato da zgodba štima, ostalo bo pa že potem Damjan dorisal, kar je potrebno še ob tej zgodbi. Ja, Damjan, če greva zdaj, bom rekel, v drugačnem vrstnem redu, časovno nazaj, seveda, če se zdaj navežem na Gorana, je seveda ta ideja o filmu potem postala v 60-ih, 70-ih letih zelo, zelo močna, celo je šla tako daleč, da profesor Bogataj, ki je tudi dedič Frana Saleškega Finžgarja, hrani pisma velikih hollywoodskih studijev, ki so se dejansko dogovarjali, da bi v tistem času ta spektakel posneli, ampak nekako ni prišlo do srečne konstelacije zvezd, sonce se je vedno malce umaknilo, zamaknilo in slovenski narod še danes to obžaluje, to umankanje. Ampak ne glede na to, Finžgar je že za svojo prvo knjižno izdajo pravzaprav želel, da je ilustrirana. Pa seveda v tistem času je bil tudi problem z proračunom za izdajo knjig, to ni samo danes primer, in se mu to ni išlo, pač pa je bila prva ilustrirana izdaja leta 1951 s ilustracijami Slavka Pengova. Zdaj mi pa seveda to zanima, tvoj pristop k temu velikemu delu, k temu epu, k tem mogočnim scenam premikov vojska narodov preko Donave, obleganja Bizanca. Kako si ti likovno pravzaprav sploh pristopil k tej zgodbi? Ja, jaz močno dvomim, recimo, da bi, če bi ilustriral ali pa risal strip v Finžgarjevih časih, če bi toliko poudarka dajal tem mogoče bolj monumentalnim scenam, kolektivnim scenam, vojaškim prizorom, ne nazadnje tudi mestoma krvavim prizorom in tako naprej. Namreč se mi zdi, da se je včasih ta tekst drugače bral, če to sodim na podlagi ilustracij, kot pa se bere danes. In jaz sem ravno skušal skozi svoj strip mogoče na nek način ta tekst seveda v povezavi seveda z Goranovim pristopom, na nek način narediti, modernizirati, ker zgodba je dejansko, kot smo slišali, univerzalna in še vedno živa in aktualna. Tako da ta stripovski jezik dovoljuje te posege, ki seveda se ne ukvarjajo s posegi, tekstualnimi, pa bolj besedilnimi, ampak scensko pa lahko določene prizore, ki so mogoče v tekstu mogoče bolj dolgovezni, bolj detaljni ali pa mogoče ne toliko izraženi, ne toliko v ospredju, lahko daš neko močen poudarek. In jaz sem seveda v povezavi z Goranovim tekstom oziroma z Goranovim poudarki potem te posamezne scene samo še nadgradil z mogoče s celostranskimi prizori, z nekimi mogoče tudi scenami, kjer ni veliko besedila, kjer se dejansko lahko gledalec ustavi na detajlih, opazuje geografijo terena ali ne vem, mesta, recimo prihod v Bizanc, recimo, če govorimo o tem. Tako da, če se meni zdela ob branju originalnega besedila tekst, kombinacija nekega strateškega romana, strateškega pa ljubezenskega, sem jaz pravzaprav tukaj na svojo lastno pest želel izpostaviti to vojaški del, ta ekspanzivni. Pa ne vem zakaj, ker mogoče smo tako med sabo debatirali včasih, ali pa zato, ker meni pač to ljubo. Strip pač pojmujem kot nek dober izgovor, da se tudi akcijske scene upletajo v samo
tekočo zgodbo. To. Ja, gotovo je ilustratorsko ta poudarek na teh epskih, vojaških, osvajalskih zelo očiten. Ampak treba je pa seveda poudariti, da tvoje ilustracije so tako polne detajlov, ki si jih mimogrede omenil, zelo skromno, ne, da pravzaprav bo bralec imel precej manj opravka z Goranovim besedilom, pa ne mislim nič slabega Gorana, kot seveda z branjem tvojih ilustracij, ki na koncu pa seveda ravno to prinesejo, kar je pač bistvo stripa, da ti bereš seveda besedilo v oblačku, ampak seveda sama ilustracija prinese pa kontekst. Zato je to branje, bomo tako rekli, naprej, da bralce opozorimo, jih seveda povabimo, ampak to branje tega stripa ni lahkotno branje. Ne? Ni, sam to bi že dodal. Recimo v ilustracijah nikjer, kar je meni zelo zanimivo, nikjer pa Svarun omenja, pa potem Istok tudi omenja Zaklinjanje, pa Triglava, pa Svetovida, pa cel kup teh slovanskih bogov, ki se jim zaklinja, pa čuvaj naše črede, pa ohrani nas pri življenju. Noben ilustrator pravzaprav tega ni imel kot neke vrste istočnice ali pa zgolj, da bi namignil na te bogove. Meni se zdi pa to ključno, pravzaprav ravno ta povezava z nekim svetom, ki je seveda za današnji čas pa sploh mrtev, ampak to verovanje njihovo, ta predanost, ne vem, meni se je to zdelo recimo nujno za vključiti v strip in še več, pravzaprav s temi scenami začeti, ki nimajo besedila. Zato, da postaviš neke stvari, da končno se ne bojijo sam zase, se bojijo tudi ne nazadnje za nas, so se bojevali verjetno, v tem smislu. Goran, izvoli si hotel dodati. Jaz sem mislim, meni se je zdelo, da v bistvu lahko bi to naredili na ta način, da bi tudi več nekega teksta opisnega, da bi vse te prizore, bom rekel neme prizore, opremali tudi z razlago. Pač to dostikrat stripi naredijo, kjer pač nekako povzamejo zgodbo, nekako kot nek glas nekega pripovedovalca, ki ga tu izrazito nimamo. Ampak se mi zdi, da v bistvu na ta način še bolj nekako je teža tega na slikah. In glede na to, da to ni izviren strip, ampak strip po romanu, skratka, besede so že zapisane, Finžgar je že zgodbo povedal, se mi zdaj bistveno tu spregovorijo pač slike. Seveda pač jaz tudi, ko sem pisal tekst, sem poskušal s temi besedami tudi marsikaj spregovoriti, marsikdaj sem se lahko seveda samo prenesel besede iz romana, marsikajšno besedo sem seveda mogel sam dopisati, napisati, si izmisliti si, kje tudi sposoditi. Ampak mislim, da se mi zdi odločitev, da pa nekatere slike govorijo same zase, se mi zdi prava, ker mogoče to ni najlažje branje, mogoče bi se dal, obstajajo neki načini, da bi se še nekako lajšali branje stripa, ampak mislim, da bi to šlo na škodo samemu stilu pripovedovanja in razumevanja tega stripa, ki pa se mi zdi, da zdaj kot je, v bistvu super funkcionira ravno na tem vizualnem planu, da v bistvu ne gre, da slike dopolnjujejo besedilo in ga neko slikavajo, ampak gre za to, da v bistvu besede zgolj dopolnjujejo vrzeli med slikami, oziroma jih nekje, kjer je res potrebno, malo pojasnijo oziroma poglobijo mogoče nekje. Ja, to stripovsko govorico je pač razumemo, zelo zares jo vzamemo, zares, da je pravzaprav to res samostojna govorica, da to ni zgodba v slikah, tako da razumemo pri naši založbi pravzaprav na tak način, da se stripi ustvarjajo in da se pravzaprav na ta način doseže neka kvaliteta, ne glede na to, da seveda strip nastaja pa pač nekem izvirnem romanu. Mogoče naslednje vprašanje povezano, Damjan, spet z ustvarjanjem likov.
dobro je poudariti, da smo bralcem vendarle toliko olajšali branje, a ne, da imamo na začetku stripa lepo razložene like, kdo je kaj in kaj naprej, da imamo tudi seveda te scene lokacijsko vedno določene, kje se kaj dogaja, ker je dogajanje zelo hitro, zelo intenzivno. In v tem smislu, verjetno vsaj te začetne strani so še kar naporne za nekoga, ki recimo ne pozna izvirnega romana. Čeprav moram takoj reči, upam, da seveda bo ta strip spodbudil, ker je zelo, zelo vredno, to vsi vemo, branje tudi izvirnega romana, ki seveda je posebna zgodba. Ne? Ampak mene zanima recimo ena kreacija likov. Pa tokrat bi šel pa res na glavni lik, na Iztoka, ne? Da razložiš vsem Iztokom v Sloveniji, ne, ki so po tem stripu dobili ime, kako si ti ustvaril svojega Iztoka? Ja, na nek način sem želel od njega ustvariti nekega, kar je dobrega v vseh superjunakih. To sem hotel prevzeti. Pa ne gre superjunak. Tako, superjunak, ampak seveda ne govorimo o teh Marvelovih, pa DC superjunakih, pa Spider-manih, ampak nekaj v tem smislu, da ima nekaj človeškega, njegove poteze, njegova dejanja so kristalna, so iskrena, so na nek način mogoče tudi lahko naivna, ampak vsekakor je pristen človek, ne. Seveda skozi zgodbo seveda on odrašča, ne? Mi se gibljemo skozi čas in prostor in seveda tudi on dozoreva, postaja mogoče moder, dejansko postaja Svarunov, se pravi, kako ne rečem, naslednik, no? Vse te komponente enostavno, ki mogoče niso v knjigi toliko nakazane ali pa v scenariju, pač sem želel vključiti noter. Mogoče na začetku deluje s tisto volčjo ali pa medvedjo masko zelo poniglavo mogoče, potem s časoma, ko jo odvrže, deluje mogoče bolj zrelo. Tako da na koncu celo dobi ne bom rekel tatuje, ampak neka znamenja, ki mu jih po nekem čudnem naključju odtisne ptič na lica. To mi se mi zdi ena taka... Je bil to krokar? Ta ptič je bil krokar? Ja, krokar, ja. Tukaj na obe lici, ne. Skratka, želel sem, da vsebuje to primarno energijo, surovo energijo, ki jo uporablja seveda za vodstvene in bi rekel te vojaške namene, in pa seveda tudi to milo, bi rekel, empatično energijo, ne. Tako, in edini na ta način ga lahko narediš lik, da je živ, tudi če je samo narisan. Goran, Iztok, pot od Barbara do omikanega junaka, do nekoga, ki premore neko modrost, ki gleda naprej, je pravzaprav pot, ki iz ljudstva naredi narod, a ne? Zanima me ta moment, kako si ga ti dojemal, ta moment, ko Iztok na nek način premaga Bizanc, ampak na nek način ga ne razruši, ne gre do konca, ker seveda je njegova intenca čisto neka druga, ne? Ja, mislim, jaz sem se zelo ukvarjal pač s tem, ko sem bral ta strip, pa potem se je razmišljal, kako ga pretvoriti v strip, ki pač mora biti samo svoje delo, ki si lahko dopusti seveda neke vrste tudi interpretacijo. Pravzaprav, kdo so danes barbari in kje smo mi? Smo mi Bizanc, ne? Pač, ki ga napadajo barbari, ne? Kar si včasih pač zamišljamo, ne? Pač, ne vem, razmišljamo o žicah in zidovih, ki bodo te barbare ustavile, da ne porušijo tega našega Bizanca. Ali pa smo v bistvu mi barbari, ne, ki zdaj napadamo ta Bizanc. Ne. Mislim, to in Iztok je na nek način, se mi zdi, lahko oboje. Ne. Lahko ga vidimo kot barbara, ki se odloči napasti Bizanc, po drugi strani pa človek, ki hoče pokazati temu Bizancu, da so tam večji barbari, kot je on sam, ne. Ki hoče v bistvu
pokazati in to seveda je modrost, ki mu je že na začetku nekje zaupa njegov oče, ne, in ki je v bistvu isto šele na koncu, bom rekel, tega stripa, ne bom zdaj tega potikal Finžgarji, v bistvu posvoji, ne, in kjer ugotovi, da pač ja, mislim, ne rabimo biti mi barbari, ne. Mi nismo tu prišli zato, ker smo barbari, mi smo prišli sem v Bizanc zato, da se zaščitimo pred tem barbarskim Bizancem, ne, ki v nas vidi barbare in nas ravno zato napada, ne. In to se mi zdi, mislim, da tudi v teh časih prinaša neko zelo zabavno premišljevanje v našem svetu, ne, da v bistvu smo mi na neki točki, ko se moramo odločiti, ne, oziroma ko nam usiljujejo neko odločitev o tem, na kateri strani smo, ne. Smo barbari ali nismo barbari, ne. Zdaj bomo zmogli to Istokovo modrost, oziroma Svarunovo modrost, da si rečemo, ne, mi nismo barbari, mi nočemo biti. In nočemo, da drugi v nas vidijo barbare, nočemo razrušiti Bizanca, hočemo samo temu Bizancu, tudi če nam ni všeč povedati, da ne nas pusti na miru, da hočemo mi svojo svobodo, mu dati vedeti, da imamo svoj jaz, svoj ponos, ne. Ker to je, ne, mislim, ne vem, če imamo v nekem trenutku zgodovinskem se je zdelo, da smo imeli to zelo razčiščeno, ne, zdaj se mi pa spet zdi, da nimamo, ne, in mogoče tudi za to zelo odličen moment, da ta strip izide, da se spet malo preizprašujemo, ker to so zabavne vprašanja, ne. Meni se zdi, da strip ne gre tako daleč, da bi ponujal neke konkretne odgovore, mislim, da zgolj odpila neka vprašanja, če jih seveda želi, ne, se drugače, mislim, lahko se to bere tudi, ne, da bi se šel v te vrste metafor pa premišljevanj, kar se mi zdi super, lahko pa seveda pa tudi sprovocira koga, da se začne pa spraševati, kdo smo v tej zgodbi mi, ne. A smo mi res istoki, ne, Svaruni, ne, ali pa nismo, ne, mislim. Tako da, mislim, tu je zelo, mislim, te podobnosti z današnjim svetom so zelo zabavne. Meni najbolj zabavne je seveda da seveda pridejo Huni, ne, ta zlobni Tunjuš, ki spre potem slovanske brate, Slovene in Ante, ne. To se mi zdi zelo povedno v današnjih časih. A misliš, da bi morali prevesti v madžarščino ta strip? Ja, nujno. Čeprav, mislim, je ta, ne vem, če bi jim bil všeč, da ta Hun je res eden najbolj zlobnih spletkarskih likov v tem romanu in potem seveda tudi v stripu, tako da v tem smislu ne vem, če bi jim bilo to všeč, ne, tako da ja, mislim, ne vem, če bi razumeli, da je to vseeno ena pravljica, ne, tako da, ampak za nas se mi zdi, da to je zelo tak ilustrativen moment. Ja, to je pravzaprav nekaj, kar nas je pri nastanku stripa vedno znova fasciniralo, ne, kako neverjetno aktualno vprašanje je Finžgar odprl, ne, in v bistvu zato tudi odločitev, da pravzaprav zelo zvesto sledimo pravzaprav tem Finžgarjevim potezam, toku misli in tako naprej, ne, skratka, tukaj je bilo veliko spoštovanje pravzaprav vse skozi do Finžgarjeva dela, ne, zlasti z tvoje strani, Goran. Ampak ta seveda aktualnost, ta subverzivnost, ta bom rekel, ta nepredvidljivost, tudi bom rekel več kontekstualnost, ki jo medij stripa odpira. Damjan, ti verjameš v moč stripa danes, da odpira takšno vprašanje? Ja, absolutno verjamem v to. Strip je toliko že odrasel medij, da pravzaprav je dozorel in ni več namenjen samo zgolj neki površni zabavi in ne vem, zapolnjevanju časopisnega prostora, ne, z nekimi bolj ali manj bolanimi štosi. Ni pogrošna literatura več? Ja, v tem smislu, ne, ampak ima zgodbe, ki stojijo, ki so konsistentne, ki so resne, ki dajo misliti, kot praviš. Ne. In to je to, ne. Strip absolutno je medij, za katerega je treba imeti resno. Če ga mi resno delamo tukaj, ne, ti izdajaš, pišeš scenarij, potem je to sporočilo, da tudi bralci ga resno berajo. Ja. Ne, v tem smislu, ne, to ni zajbancija, ne, to je resno delo.
Ja, nismo se strinjam, mi se nismo malo hecali, moram reči, da to je kar dolgo. Na to je treba mogoče povedati, da je ta strip res dolgo nastajal, pa ni zdaj nastajal tako dolgo zaradi pandemije, ne, da bi mi začeli pa malo delali, pa pandemija vse stavila, ker veš čas pandemije Damjan kar pridno risal. In ni, mislim, strip je izjemno zahtevno delo, mislim, da jaz sem si domišljal, kako zelo, ampak vseeno me je presenetilo, koliko časa v bistvu, mislim, že ta del, kako težko je spraviti neko zgodbo romana v neko drugo obliko, kakršnakoli da je, to sem že vedel, kako zahtevno je, ne glede na to, za kakšen roman gre, je to zelo zahtevno delo. In pa nisem čisto predstavljal, koliko dela v bistvu potem, ko je zgodba že napisana, zahteva v bistvu pač ta nastanek stripa. Ne? In to me je na nek način fasciniralo, ampak mislim, da se to čuti. No? Jaz mislim, da ko vzame nekdo strip v roke, ne, in ga začne listati in brati, da mislim, da čuti, koliko je tukaj enega dela vloženega in truda in znanja in talenta in da v bistvu to bralec, ki prime ta strip v roke, začuti. No? In se mi zdi, da kot si ti prej rekel, to je spodbuda, da se prebere Finžgarjev roman, definitivno, in je pa tudi spodbuda tistim, ki so Finžgarjev roman prebrali, da seveda pogledajo, kako ta isti roman deluje v neki čisto drugi obliki, ki pa je, mislim, da vsaj s podobno resnostjo nastajala, no, v nekem drugem času, v nekih drugih okoliščinah. In ker mislim, da sta seveda ni nujno, da ju jemljemo skupaj in lahko vsakega, in tako roman kot strip čisto posebej, ampak mislim, da je ta strip nekje, da se ga sam Finžgar ne bi odrekal, mislim, da bi ga bil vesel. Tudi profesor Bogataj je s temi besedami pospremal pravzaprav izid tega stripa, da seveda Finžgar je bil velik ljubitelj pač tudi vizualizacije, ne? In da bi prav gotovo ta zadeva mu zelo legla na srce. Jaz bi seveda rekel, da smo, to kar je Goran povedal, zelo, zelo srečni in zadovoljni z izdelkom, da se počutimo privilegirane, da lahko takšne stvari delamo s tako odlično ekipo, s tako odličnima avtorjema. Tukaj moram seveda še omeniti lektorico Živo Čebulj in oblikovalko Petro Černejovan, ker strip je na koncu res eno tako kolektivno delo in terja svoj čas. In smo pravzaprav srečni, da ga lahko ponudimo bralcem. Kaj lahko bralcem rečemo? Rečemo jim lahko, da jih ta strip nikakor ne bo pustil ravnodušne. Vsekakor je to strip, ki je angažiran in verjamemo, da seveda ta Finžgarjeva zgodba je še danes tako aktualna, kajti če je Finžgar seveda takrat pisal z nekim poslanstvom, kako pravzaprav Slovencem dati veliko epsko zgodbo, ki jo bo poenotila, ki bo budila narodno zavest, ponos, biti Slovenec in tako naprej, ne, je pravzaprav danes ta njegova intenca v drugačnih okoliščinah še vedno pravzaprav enaka, kajti tudi v teh časih razdvojenosti, iskanja novih identitet, nove družbene sovisnosti, ta strip seveda ne ponuja odgovorov, gotovo pa odpira zelo pomembna vprašanja, zato posežite po stripu. Hvala lepa. Hvala tudi vama. Hvala.